Ja, lep pozdrav še z moje strani. Sem Samo Lečnik, vodja energetike v skupini SI in tako kot je že gospa omenila, bom pač danes predstavil izrabo odvečne toplote skozi dva projekta, ki smo jih uspešno pridobili tako enega na Metalu kot drugega na Acroniju in v bistvu v sklopu izrabe odvečne toplote, no, pa bomo kar začeli. Zdaj ne vem, koliko poznate skupino SI, ampak na hitro si bomo malo pogledali, da boste vedeli, s čim se ukvarjamo. In sicer v skupini SI gre za to, da mi imamo dva velika proizvodna obrata, in sicer to sta Acroni in Metal, v katerih iz jeklenega odpadka pridelujemo pač nerjavno jeklo, in sicer na Acroniju gre predvsem za ploščati program, se pravi proizvodnja nerjavnega in specialnega jekla, na Metalu pa dolg program, in sicer za proizvodnjo orodnega in specialnega jekla. V skupini SI je drugače še dosti distribucijskih centrov, kjer lahko vidite tu na tej fotografiji oziroma sliki, in pa imamo tudi center za zbiranje jeklenega odpadka. To je to. Na hitro malo številk, se pravi, v letu 2019 smo imeli cirka 767 milijonov prihodkov od prodaje, zaposlujemo 3800 ljudi in naš izvoz je v bistvu 85%. To je to. Zdaj še malo o naših tržnih nišah, v bistvu, kje se nahajamo. Acroni kot tak je številka ena, kar se tiče proizvodno debele nerjavne pločevine v Evropi. Metal je na tretjem mestu, kar se tiče proizvodnje orodnih jekel v Evropi, in pa v bistvu noži, ki so pa v sklopu podjetja Ravne Systems, pa so 10. proizvajalec industrijskih nožev na svetu. Naše ključne industrije so pač nafta in plin, petrokemija, strojna industrija, avtomobilska industrija, tudi del strojev za zemeljska dela in pa proizvodnja turbin. To je to. Zdaj v skupini SI že delujemo po načelih krožnega gospodarstva. In sicer, kot vemo, jeklo je ena izmed najbolj recikliranega materiala na svetu, da se ga 100% reciklirati in se ga pač brez izgube neke kakovosti. Seveda, del tega v zadnjem času pa posvečamo tudi izrabi odvečne toplote, ki pa je danes v bistvu tudi moja tema in imamo podrobne postaje par projektov. Tu na desni strani pač vidimo tudi, kako v bistvu poteka naša proizvodnja v bistvu v sklopu krožnega gospodarstva, in sicer pač Metal Ravne kot tak proizvaja jeklo, iz katerega naredi odkovke, ki jih potem v Ravne Systems oblikujejo v valje, in v bistvu ta krog se potem zaključi spet s tem, ko te valji pristanejo v enem izmed odpadov in jih potem pa spet recikliramo. Kar se tiče ogljičnega odtisa, smo med najboljšimi jeklarji na svetu. Ta slika prikazuje v bistvu, koliko ogljičnega odtisa pač posamezne jeklarske družbe proizvedejo. V povprečju emitirajo integralne jeklarne, kar pomeni, da izdelujejo jeklo z uporabo rude 2300 kg na CO2 na tono. Nam primerne jeklarne, ki delajo iz sekundarnih surovin, proizvedejo cirka povprečju 690, no, skupina SI pa je v bistvu od obeh pač pod povprečjem oziroma predvsem, kar se tiče teh jeklarn iz sekundarnih surovin, pač porabimo cirka 35%, proizvedemo cirka 35% manj CO2 emisij. Zdaj, kar se tiče same porabe energije, bi še to malo pač postregel številkami, da imate malo ideje, v kakih količinah se pogovarjamo. Se pravi,
skupina SI je porabila v letu 2019 cirka 525 gigavatnih ur električne energije, zemeljskega plina cirka 80 milijonov, kar pomeni cirka 830 gigavatnih ur na leto, in pa emisije toplogrednih plinov so 180 tisoč ton na leto. Za skupni strošek za energijo je pa cirka 54 milijonov na leto. Zdaj, kar se tiče te porabe energije, mi lahko v jeklarski industriji dobesedno pač rečemo, da je skoraj vsa porabljena energija, ki jo uporabimo, da se sprosti v okolje kot odvečna toplota. Mi s tem energijo bodisi talimo jekleni odpadek, potem žarimo izdelke, jih ogrevamo in tako naprej. In v bistvu vsa ta energija, ki gre v preoblikovanje, se potem pač mora stvar ohladiti in to se vse sprosti v okolje. Ja. No, zdaj pa se bomo kar malo bolj konkretno pogledali, kar smo v bistvu že naredili na področju odvečne toplote in pa pogledali malo bolj podrobno ta dva projekta. Zdaj, odvečna toplota v jeklarski industriji. Izziv definitivno je sama nekontinuirana obratovanje in iskanje porabnikov. Se pravi, pač mi, ves naš proizvodni cikel je pač nekontinuiran, saržni in v bistvu že z tega naslova pač potem gre za energijo, ki pač ni vedno na razpolago. Je dovolj in pač moramo pač potem najti same porabnike. Najbolj ekonomsko in energetsko učinkovito je, če se ta odpadna toplota porabi namesto izvora, kot neka ogrevna voda, proizvodnja pare, proizvodnja elektrike. Sama proizvodnja elektrike trenutno po trenutnih tehnologijah ni zanimiva, ker pač so trenutno sama cena električne energije dosti nizka, glede na to, kakšne so investicijski stroški za te posamezne sisteme, kot parne turbine, ORC in tako naprej. Obstajajo tudi neki termoelektrični generatorji, ki so predvsem primerni za razsvetljavo, tudi to je zna dosti biti zanimivo. Je pa dosti zanimiva tudi stvar, da lahko z odpadno toploto predgrevamo zrak na naših pečeh, ki jih imamo ogromno, in to je to, preko pač bodisi regenerativnih ali pa regeneracijskih gorilnikov. To je to. Zdaj, ne vem, kolikor veste, ampak kar dosti smo se tudi objavili nekih člankov oziroma pač predstavljali ta naš projekt dobre prakse in sicer uporaba odvečne toplote za daljinsko ogrevanje mesta Ravne na Koroškem. Tu so navedenih enih par podatkov in sicer pač Metal porabi cirka 151 gigavatnih ur električne energije na leto, cirka 36 milijonov zemeljskega plina in to se skupno nese kot energijsko cirka 534 gigavatnih ur na leto. Zdaj, sama poraba energije za daljinsko ogrevanje mesta Ravne na Koroškem pa znaša 18,5 gigavatnih ur za leto 2019. Od tega je Metal kot tak prispeval v lanskem letu 8,6 gigavatne ure, kar pomeni skoraj polovico vse potrebne energije za ogrevanje mesta je v bistvu prišlo iz našega podjetja. Zdaj, kar je najbolj zanimivo dejstvo je, da bi za potrebe celotnega ogrevanja mesta, glede na vso primarno energijo, se pravi 534 gigavatnih ur na leto, potrebovali zajeti samo 3,5% in bi to zadostovalo za komplet ogrevanja mesta, kar se energijsko tiče. Zdaj, kot nek primer dobre prakse, čez mejo, ne vem, koliko je razlike v dolžini, ampak je primer jeklarne Marija Hite, kjer pa te odpadne odvečne toplote porabijo že 23%. Se pravi, da definitivno moramo storiti 8-krat manj, da v bistvu že zadostimo vse potrebe za ogrevanje mesta Ravne, kar so pač že izvedli v Gradcu. Zdaj, imamo največji problem pri nas, kar se tiče tega, je
izrabi te odvečne toplote za ogrevanje mesta, so sigurno te obratovalne podpore za kogeneracije, tako na lokaciji Ravne kot na lokaciji Senice. Imamo v bistvu distributerja oziroma proizvajalca te toplote, ki za to uporablja kogeneracije, ki pa vemo, da so pač skozi obratovalne podpore pač subvencionirane in tu vidimo največji tisti izziv, kako to premestiti. Dosti se dela, zdaj tudi smo dosti sodelovali pri tem novem nacionalnem energetskem podnebnem načrtu in že za razliko od prej se zdaj odvečna toplota sploh pojavlja kot nek obnovljiv vir energije. In upamo, da bomo čim prej prišli do tega, da bo se ta toplota vsaj toliko subvencionirana oziroma kot je toplota iz kogeneracije. In s tem mislim, da bomo že dosti blizu, da se bo te toplote lahko uporabljalo še več. Ok, zdaj pa gremo pogledati še dva projekta, ki sta v teku, in sicer eden že kar, mislim, da tretje leto, in sicer projekt ETEKINA, ki smo katerega sredstva oziroma smo pridobili na evropskih razpisih Horizon 2020. In sicer gre pa za tehnologijo heat pipes oziroma toplotnih cevi, da se bo ta inovativna tehnologija, ki bi se pač morala skozi ta projekt pač preveriti, če je primerna za samo energetsko intenzivno industrijo. Glavni cilj projekta je potrditi tehnologijo za odpadno toploto v energetsko intenzivnem sektorju in pa v bistvu povezati se oziroma sodelovanje z samimi inštitucijami. V našem primeru je to Inštitut Jožef Stefan. Tu na desni strani imate pač malo opisano, za kak način gre. Boste v bistvu vsa ta dokumentacija pa tudi zelo uporabna in je pač na razpolago tudi na sami internetni strani, do česa bomo še prišli. V projektu sodeluje 10 podjetij in inštitutov iz vse Evrope, in sicer obstajajo 3 pilotni demo case, v katerih se bo pač preverila ta tehnologija. Eden izmed teh je jeklarska, se pravi na metalu v Ravnah v Sloveniji, potem aluminija v Španiji in pa keramike v Italiji. Na projektu na metalu Ravne se bo ta prenosnik inštaliral na alino peči, ki služi za ogrevanje gredic. Sedaj je dimna temperatura, ki se spušča v okolico cirka 450 stopinj. S tem prenosnikom pa bomo del te energije, ki gre zdaj prosto v okolje, pač zajeli in pa uporabili za samo predgrevanje svežega zraka v peči in pa del tudi za toplo vodo, kar bo služilo za ogrevanje samih prostorov znotraj metala. Še malo take schematske slike, jaz sem pač strojnik, pa mi taka slika v bistvu največ pove. In sicer ves ta del, ki je tu, je nov. Na lino peči že obstaja rekuperator, ki pa ni dovolj, bom rekel, učinkovit, da bi zajel že vso energijo, ki je pač na razpolago. In za tem rekuperatorjem bomo v bistvu namestili še rekuperator za segrevanje svežega zraka in kasneje še tudi za vodo. To je to. Zdaj pa še malo števil, kar se tega projekta tiče. Se pravi, tu je ena slika te peči, ki že obstaja, in tu zgoraj vidimo pač temperaturo dimnih plinov, ki je pač cirka 450 stopinj Celzija, in to energijo bomo pač sedaj za tem rekuperatorjem bomo inštalirali nov rekuperator z moči cirka 350 kW, od tega bo 277 kW za predgrevanje zraka in pa 73 za ogrevanje tople vode. Na letnem nivoju, glede na to, da peč dela cirka 6000 ur, je tako pričakovati izrabo odvečne toplote v vrednosti 2100 MWh na leto in pa v bistvu seveda toliko zmanjšanje CO2 emisij zaradi uporabe odvečne toplote.
To je to, zdaj še malo schematsko, da si predstavljate, to je območje jeklarne oziroma podjetja Metala Ravne in ta pec se nahaja v sredi valjarne. To je še dimnik, katerega v te naslednjih slikah videli, pač, kako smo ga preuredili, oziroma to so pa že slike žive, malo bolj novejše in sicer iz same inštalacije prenosnika. Mogli smo uporabiti neko dvigalo, mislim, da 250 tonsko, da smo sploh prišli do tja. Tu se vidi pač namestitev tega prenosnika in pač, ja, malo enih par detajlov. Tu je še v bistvu en tak povzetek tega projekta. Več, kot sem rekel, si lahko ogledate na internetni povezavi tekina.eu, kjer pač boste našli dosti več informacije, tudi en filmček na razpolago, ki pač predstavlja malo bolj detaljno samo tehnologijo. To je to, kar se tiče projekta Tekina, ki je v teku in pač mislim, da je zaključek predviden v naslednjem letu. Ja, in to je to. Ok, potem pa še novejši projekt, ki smo ga pa pridobili na istem kolo in sicer pač spet Horizon 2020 s podjetjem Acroni na Jesenicah, gre pa za projekt Creators, ki je pa sam namen projekta je pa snovanje energetske skupnosti, katere bodo v prihodnje po naših idejah pač igrale vedno večjo vlogo in sicer gre za sobivanje energetsko intenzivne industrije v urbanem okolju. Cilj projekta je izdelava platforme, ki bo omogočila lokalnim ponudnikom in storitvenim dejavnostim, da ustvarijo in uporabijo pametno energetsko skupnost. Se pravi, cilj tega projekta je, da bomo pogledali, kaj vse moramo preveriti in na kakšen način do ekonomskih kazalnikov, do subvencij in tako naprej, da se pač take pametne energetske skupnosti ustanovijo. Modele storitev za energetske skupnosti dvigniti pač raven komercialne uporabnosti. To je plan v bistvu tega projekta. V sklopu tega projekta smo si na Acroniju zadali 3 manjše podprojekte, katere vidimo kot potencialne, ki bi lahko se vključili v take energetske skupnosti, in sicer prva je sončna elektrarna, druga je odpadna toplota, ki je pač za enkrat na Acroniju ne izrabljamo niti ne v taki meri kot na Ravnah, na Metalu, in pa ne nazadnje tudi proizvodnja vodika, ki pa vemo, da je današnji dan vedno bolj aktualna. Zdaj bomo na hitro pregledali vsak posamezni projekt, kaj je cilj v sklopu tega projekta, in sicer, na primer, pri sončni elektrarni je cilj razvoj poslovnega modela, kjer bi gospodinjski odjemalci imeli možnost financiranja in izgradnjo same sončne elektrarne na strehah Acronija, ter tako postali delni lastniki elektrarne oziroma tudi do deleža proizvodnje obnovljive energije. Prednosti takega pristopa so definitivno nižji stroški same izgradnje, minimalna obremenitev elektroenergetskega sistema in pa sama varnost, pa vzdrževanje povezovanje z lokalno skupnost in tako naprej. Pač v glavnem dali bi radi možnost širšemu lokalni skupnosti, da pač bi imela to šanso, da pač bi lahko investirala v našo elektrarno. In s tem odpadajo tudi sama dokumentacija, za vse bi pač poskrbeli mi, oni bi pač samo investirali, s tem, da pač enostavno ni treba to na njihovih strehah delati in se s tem ubadati. To je to, kjer vidimo izziv je pač sama sprememba uredbe v samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov. To je edini tak problem in to je to. Tako da to je prvi projekt, kar se tiče sončne elektrarne. Drugi projekt je pač seveda odpadna toplota, in sicer bi radi razvili model, kjer bi odpadno toploto, ki nastane v sami tovarni, plasirali v sistem daljinskega ogrevanja namesto Jesenic in bližnjih naselij. Se pravi, prednosti tega so definitivno velike, sama koristna izraba stranskega produkta, visok temperaturni nivo odpadne toplote, povečanje energetske učinkovitosti sistema daljinskega ogrevanja
spet gre za krožno gospodarstvo in vzpostavitev sodelovanja z lokalno skupnostjo. Izzivi pri tem so pač povezovanje samih virov odpadne toplote z konvencionalnimi viri, se pravi, naprimer, pač s kogeneracijami, ki so pač trenutno v delovanju, sama poraba in pa skladiščenje tudi zna biti pač te toplote pač svojevrstni izziv. Definitivno je pa to, kar sem že pač rekel, kjer vidimo največji problem, je pač predlog obravnave odpadne toplote kot obnovljivi vir, kar se sicer že dogaja, pa zaenkrat so še te podpore, ki so za kogeneracije pač nam onemogočajo, da bi bil projekt ekonomsko upravičljiv, ampak tudi vse to bomo probali pač v sklopu tega projekta rešiti. No, tretja stvar, tretji projekt je pa proizvodnja vodika. Tu gre pa predvsem za to, da pač bi radi poskusili izvesti projekt oziroma samo proizvodnjo vodika, ki je že nastal, ki je že bil proizveden na Acroniju pred leti, zdaj trenutno ga vozimo od drugih proizvajalcev in ga bi pač radi, oziroma pač del ga že potrebujemo v proizvodnji, del pa ga bi radi v bistvu vtisnili v plinsko mreže in s tem pa znižali tudi ogljični odtis. Prednosti takega sistema se pač proizvodnja vodika s presežki, se pravi električne energije, to mora biti pač temu, se pravi green hydrogen in to je tudi svojevrstni izziv, ker pač trenutno ni toliko obnovljivih virov tu v Sloveniji, da bi pač bili neki presežki, ampak tudi to mislim, da se bo s časom pač spremenilo. To je to. In ja, to so te 3 projekti, ki so pač isto združeni, pa tu na tej strani prikazani pa še drugi partnerji, ki sodelujejo pri tem. Internetna stran trenutno še ni izvedena, ker pač gre res za nov projekt, začel se je septembra, traja bo 3 leta, ampak mislim, da bomo v kratkem pač tudi možno dobiti več informacij na internetni strani. To je to, zdaj pa na koncu bi se pa sam pač pokazal v bistvu našo trajnostni razvoj oziroma s čim pač, kaj vse v bistvu nastane v proizvodnji jekla, vse eno je kot jeklo, ki ga pač sedaj z neko podporo že dajemo posameznim občinam kot jekleni poligoni za vadbo na prostem. Drugi del je pač ta toplota in električna energija, katero trenutno že dajemo v sistem daljinskega ogrevanja za mesto Ravne in pa del s to toploto ogrevamo tudi bazene na Ravnah in pa nenazadnje zdaj je v teku tudi projekt pri proizvodnji jekla pač nastane žlindra in tudi to žlindro želimo na nek način skozi neke pump tracke pač plasirati in uporabiti, ja, reciklirati dobesedno in uporabiti v dobre namene. To bi bilo iz moje strani vse. Hvala za pozornost. Če je kakšno vprašanje, pa sem vam na voljo.